Živijo, jaz sem Boštjan Ahbar in to je podcast podrobnosti, epizoda številka 138, Pižamc in pa Anže. Pozdravljena. Okay, Živijo. Jaz sem ime dobo. Zakaj? Okay, Vedno drugače, vedno drugače. Nekaj mora biti, več ali manj. Sprememba razveseljuje. Drugač pa, Pižamc, dej info povej. Ker gremo, ker sem na hypan, ker se mi zdi, da so bile te 4 epizode boljše, kot ta prve 4 epizode. Super, informacija javnega značaja, torej lepo povabljeni na Facebook, kjer smo Aparatus Legitimna FB skupina, lepo povabljeni na Twitter, kjer smo AF na podrobnosti _si in pa seveda tale podcast je od srca podpri.si. Hvala. Bilo dost informacij. Absolutno. Zdaj se že malo krivo počutim, ker bo to najhitrejši info ever. Intro, sorry. Ja, ne, ti si info ga zdaj preimenoval, ti si ga info preimenoval, zdaj vsi govorimo. Info je Pižamc, ko govori, vse skupaj je pa paket, je pa intro. A ja, ok, se pravi, intro je ta velika enota, info je pa Pižamca del intro ta, tako da dajmo. Točno to. Odlično. Točno to. Super, evo, a imamo pa še kakšno drugo podkategorijo, imamo tudi kategorijo vreme v Španiji, imamo še kaj drugega. Sam res bo, kino daj povej, no. Daj, ker si zahvalil na privat četu, še kle povej. Mislim, v bistvu imamo podkategorijo, prejšnja epizoda, ko moram vedno povedati, kaj smo govorili. To je res. Ampak ne vse, koliko stopin? Lej, v bistvu vikend je bil tam okoli 25, ampak od torka naprej govorijo, da bo 36 nekje cel teden. Jezus. Ja. Poletje je tu. Ti res drgiš. Rodbina Stark se joka. Ja. Wow, okay. Povej, kva smo delali, pa kva bomo delali, ajde. Ja, sej nekaj preveč razlagati. Prve 4 epizode The Last Dance oziroma Zadnji ples smo dali skozi v prejšnji epizodi. Za tiste, ki mogoče ste gledali to dokumentarno serijo, pa tega še niste poslušali, je to super priložnost. Danes pa imamo naprej od 5. do 8. dela. Tako da, tako si ti rekel, Anže, mogoče celo boljši 4 kot prvi 4. Ja, jaz mislim, da, no, tako bom rekel. Stopnjuje se zadeva, Absolutno. Močne besede. Besede. A imamo še kaj? Ne, mislim, da je to, jaz bi se kar, da gremo, ker ta peta je the shit, rečejo temu mladi. Mlajši od nas. Tako. Ja. Ok, Anže, štarti zadevo. Če si že napovedal 5. epizodo, ne bomo nič kaj preveč zavlačevali. Ti kar predajam besedo, izvolijo. Ja, ta je bila tisto, kar smo vsi malo čakali, ne? Da se bo na eni točki pojavil pač človek, ki ga vsi poznamo in smo ga pogrešali. Ampak naprej pridemo do kene. Nori posnetki MSG, ne? Madison Square Garden, All-Star tekma, ne? In mirno Kobe. Ta je tudi in loving memory, ne, of Kobe Bryant. Dejansko je na začetku napisne. Ampak tisto, kar je meni hudo, jaz ne vem, kje so te kamere, so bile očitno res non-stop zraven. Pa kaj mu reče, The Lakers Kid, ali nekaj tazga, ne? To je meni hudo videti, no, tam, ki so v garderobi, no. Te take stvari. Jaz sem upal, da bo ful več tega v tem dokumentarcu, ne, vse je dost, ampak tako, jaz bi še več tega, no. Ampak je čisto hudo, ker John tako, kaj pa ta Lakerski, da jaz ga bomo 1 na 1, to je to, bam, kva mu bom naredil, ne. To se mi je zdaj pa res tako, če že imaš nek ta behind the scenes access, ne, je vrhunsko, da so take stvari bile tudi posnete. Pa pojma še Kobeja, ki govori, da se tam malo pogovarjala, pa da lahko me kadarkoli pokličeš, pa tisti se je tudi zelo v redu. No. Vse skupaj je malo nerealno. Ne? Mislim, da vsakeč, ko vidiš Kobeja, še vedno nekako imel tam tak wake up call, da v bistvu vidiš, da človeka ni več. Veš, ta je kar malo zadane, vedno na novo. No? Ali to pogledaš tiste njegove stare posnetke, ko je bil star 19 let, ali to potem njegov intervju, ki je bil verjetno posnet, si predstavljam, ne toliko prej pred njegovo smrtjo, ne? Mogoče največ leto, če ne, govorimo še
mogoče celo par mesecev samo prej. Ampak ja, je pa zanimivo jih to videti. Jaz sem jih o tem razmišljal, sicer nisem šel preverjati. Je to možno, da sta prvič igrala Kobe pa Jordan en proti drugemu? Zato, ker v februarju je ponovadi ta All-Star, zdaj ne vem, kak je bil tisto leto ta schedule in a sta ona dva že igrala en proti drugemu z Bullsi pa Lakersi, ali je mogoče kdo bil od njih dveh poškodovan, da ni igral, ali ker zgodba je bila predstavljena na način, kot da prvič igrata en proti drugemu. Tako da to se mi je zdelo zanimivo. Nisem pa šel tega preverjati, ampak v vsakem primeru je Kobe rekel, da je to priložnost, da je prvič lahko občutil Jordana, da se ga je v bistvu dotaknil v smislu, da je videl, kako je močen, kako je hiter. Veš to, da imaš enega pred sabo na igrišču, čez nekaj drugega, kot pa da ga ali gledaš po televiziji ali pa off-court nekje srečaš, ampak z nekom se pomeriti na igrišču je pa potem tisto pravo in vsaj predstavljeno je bilo na tak način in to je bilo za mene presenečenje, iz tega nisem vedel, če to res drži, da je bilo tako. Ja. Jaz sem zdaj malo svoj Google Fu uporabil in tukaj piše na strani od Lakersov, da sta prvič se našla, po enemu naj bi bilo 17. decembra 96. Okay. Tako da ne vem, zdaj se prav očitno je bilo že nekaj prej. Ne? Ja, sam Bog ve. Ampak 96. Kobe mislim, da še ni bil draftiran. Se glih to glino je 96 ali 97, ne. Tako da imajo, čekaj, kdaj je bila ta zdaj Fell to the Bulls, če bojo še eno celo, zdaj sem jaz čisto zaštopal vse skupaj. 17. december 97, evo, to je bilo to. Okay, Sprav ne 96, ampak 97 je bilo 21 pik so zmagali Bullsi in je pa prvič igral, da je 29 minut je igral, pa 33 pik je Kobe nametal. Okay. Ne, pa hudo je tam, ker so vsi v zadnji, pa se tam malo zabavajo, pa Miller je, pa Tim Hardaway, pa Paul Magic pride, pa mu reče, pa vi gledate, ki je glih Larry Legend, je glih trener, ne. Ekipe, tako res. Mislim, tako, ful mi je dobro, to, kar se vedno pokaže, ker se mi zdi, da človek kar malo pozapno, pa se mi zdi, da ta dokumentarca res lepo pokaže, da kot je ta NBA ful neka verka stvar, pa ful taka sproducirana, vse nek bombastično, pa ne vem kva. To so še zmerno sam neke basket ekipe, pa neki ljudje, ki basket igrajo. Ne. Sej so vsi pač sploh te na All-Starju, res nerealno plačani, pa je res to drug nivo, pa vsi znajo basket igrati. Ampak tam pa tako vidiš, meni je kul tam, ker Jordana gledaš, ki si sam vezalke oddaja, pa tako veš, te stvari so meni. To je meni res dobro. Evo, popravek. Dejansko je bilo 17. december 96, prvič sta igrala in sicer je Kobe dal 5 pik, Jordan 30 pik, zmagali so Bullsi 129-123, pa še 5. februarja 97 je bilo pa, so pa Lakersi premagali Bullsi 106-90, pa Kobe dal spet 5 pik, pa Jordan 27. Okay. Yeah, the rookie, jav. 2 let zapored 17. decembra igrali, zato je ta Google me zmedel, se upravičujem. Ne, pa po mojem je bilo to tako, da je Kobe igral točno 2 minuti na koncu ali pa neke te scene. Ne vem, če mu je fora, ampak ja. Ja, 10 minut je takrat igral, no, čisto easy. Exactly. Pa pol je takoj navezava na une Air Jordan, ki so res hude. Pač ti si res tako, sploh ta rdeča, ta prva, se mi zdi, ti si res kar supergano, več ali manj. Ki jih da že spet gor, tist pa nisem mogel, jaz tega nisem vedel, da je igral kao zadnjo tekmo v MSG-u, v ta prvih Jordan, ker to ni ok, ker pač superga pač ni bila narejena za to. Tudi on je težji in starejši in vse, in da sploh to daš gor, je kar narobe. Že ne, pa je igral za številko, ki mu je bila prav prej, zdaj ne vem, tako bi rekel, si mu 13, ampak potem vsa ta leta kasneje pa on vedno nosil večjo številko. In v bistvu je šel v bud, se pravi, copate, ki so mu bili manjši, tesnejši. To ni ok. To je mal backstory tega, a veš, da je v bistvu dal tiste dejanske te Jordanke ena, ki so bili njegove copate, jih je dal gor. Ampak on, če bi hotel v bistvu nositi, zdaj, da rečem temu Jordan, ena bi rabo številko večjo, ampak ni hotel zato, ker so bile tiste pristne, prave. Ja. In vseeno je dal 50 pik, koliko je dal, se ne vem. Ja, preveč pač. Pozabi človek. Ja. Ampak hočem to reči, da pač tisto, kar je weird, je, se mi zdi, zdaj če kdo ni igral basketa, to ni superga za košarko. Mislim, bila je leta 86. Točno to, Anže, to so te reakcije zdaj, ko imamo recimo, ko gledam s tamalima. Yeah. Točno to, ko so videli ta del, komentar te moje starejše ščerke, ko igra košarko, pa ve, kaj so, ne vem,
Steph Curry copati, pa Kyrie, pa Durant, pa to, ko zdaj pač pozna te copate, recimo. Ja. Ona je bila 5 minut samo šokirana, pa je sprašvala, a so res v tem igrali? Ja. To se je res igralo. Ni mogla mimo dejstva, da se je igralo v takih copatih. Pa to so bila 80, ko je bilo še v bistvu kolikor to ok, to je bilo nekak čas nekih premikov pri copatih, ne, a veš. Ja. Je bilo šele prej, ne, a veš, prej je bilo pa itak. Prej si pa v All-Starkah igral. Tako. All-Starke, da daš ti zdaj gor, pa igraš modern basket, zdržijo 3 minute. Mislim, tvoj gležen zdrži pa minuto. Ti pa minuto, ja. Točno to. Tvoj meniskus pa 30 sekund. Ja, točno to. Ampak tisto, kar je res, ki se mi zdi, da folk ne razume, ker jaz sem imel ene par Air Force v življenju, ne. To je pač zahodec superga. S tistim debelim podplapom, ki je kamen. Pač to res ni ok. In jaz ne morem. In pa ga tam vidiš, ker so te posnetki in on pa pač igra. Ja. Po mojem, tudi tako potejpano nogo, pa je ne 4 štumfe, da je to res, ne vem, mislim, ne znam si predstavljati, to resnici ne znam predstavljati. Ja. Dajmo sam tako reči, to je meni se zdi tako edina fotografija, če bi ti stopal fotka, je to tako edina fotka stopala, ki bi rekel Tarantino, ok, tega ne bom gledal. To je še zanga tumač. No ja, ampak pa je pa kle dosti huda zadeva, ker jaz mislim tako, nikoli mi ni bilo to tako razložen, ker je pa ta David Falco leti, ker je njegov agent bil cel life, ne, in reče, da je delal v neki agenciji, ki so imeli ful teniških igralcev, ne, pač tenisačev, in da so hoteli pač narediti nekoga iz ekipnega športa, tako kot tenis igralce, za marketing. To se mi zdi pa dosti zanimivo, nisem nikoli, sploh nisem vedel, da je bila to a thing, pač pa da so dejansko te za individualne športe bolj promovirali, kot te v ekipnih, ne, do takrat, ne. Pa je pa ta, da so mu bile Adidaske všeč, tisto mi je bilo cool, ker vsi vemo, da so to superiorne superje. V glavnem, škaj mi je pa nora, jaz sem imel Cons Wetne Low, ne, ene sem imel, ne. Meni je žal Conversa, da niso več taka orange firma, ker se mi zdi, da ta Converse čevelj, to, kar sta imela Magic pa Larry, ne, a veš tista zvezda pa una puščica, ne. Ja. Tis meni lepo zgleda, meni je žal, da... Škoda ni Converse šel v korak, pa ne toliko Nike, ki je res eksplodiral, ampak vsaj kot nek, dobro, zdaj ne bo neko vsaj kot nek Adidas, tudi Adidas je ogromen, ampak da ni šel v korak s časom preko šarke, ne, ker bi bil v bistvu danes Converse copat lahko zelo cool in konkurenčen in vse tako v bistvu realno, ko razmišljaš o basketu, pomisliš na Nike in Adidas in pa dolgo nič, pa zdaj mogoče kak Under Armour zaradi Curryja in tako naprej. Ja. Converse niti ni v igri. Ja, Stefa, ja. To je res. Ja. Pa kdaj Converse je pravzaprav padel zadnje 20 let, kaj se spomnim, sem bil tam konc 90-ih, jaz sem še enega nosil. Nekaj res tako proper modele delal. Jaz zdaj govorim iz reperskega stališča, ne, ampak pač imeli so šuze, ki si jih lahko dal gor, pač jezik tudi ven vrgu in si imel, ulično legitimnost modno. Ja, pa ne, se je res bilo konc 90-ih, sem imel še en Converse copat, ampak se ne spomnim, tako cel bel je bil, basket copat. Se ga prav spomnim še, da sem ga še nosil, ko sem v Mariboru igral. In tisti mi je bil vrhunski copat. Pa kar naenkrat ni bilo nič več. Meni so enek so bili tako ful izbočeni. Mislim, da je bil prav tako platneno še v zuni na pol, ampak pa tako ful neki podloženo oziroma naphano, nekako tako res huda zadeva. Jaz sem imel te ene, tisti so bili tak nek moderni remake All-Stark. Ampak ful dober copat, za basket, res dober. Ne vem, bi ga prav mogel poiskati nekje na netu, da če ga še najdem, kako je izgledal. Pa tako bi rekel, ne, pa so pa v bistvu res, pa nič več, ne, in pa, mislim, saj za mene od tam naprej Nike, ne, I write till I die, ne pa Adidas, tako že rekel. Ne, sem je tako, zanimiv mi je tisti, da Nike je bil upstart, ne, ker so prej delali samo za laufat, superga, pa tako, tisti mi je bilo kar všeč, ko malo te zgodovine, ne. Pa tako, koliko je pol to res eksplodiralo, tem, kar reče neke nerealne cifre, pa koliko so jih prodali, ne, za 160 milijonov, mislil so pa, da bojo za 3 milijone prodali, ne, pa Spike Leeja so tako, to mi je tudi ful dobro videti, ker so v bistvu, kako se je Spike Lee na dober način prodal, ne, on je naredil takrat Do the Right Thing, ne, pa je pa v bistvu lik iz Do the Right Thing uporabil v reklamah za čevlje, tako se mi zdi taka res ortokomercialna poteza, ne. Ampak še zmeraj je Mars Blackman, pa to pa je bilo očitno tako malo subverzivno to mišljen, mogoče, no, da zgleda kot v smislu,
Jaz v bistvu res zastopam urbano kulturo v Ameriki in tako sem infiltriral korporat Amerika in to. Ampak tako, tisto mi je bilo tudi. Cela ta Nike zgodba je bila res zanimiva. Jaz mislim, da bi šli mogoče malo bolj noter v to, ampak verjetno tudi zaradi nedovoljene Jordana niso, ki pač vsi vemo, da ima zelo veliko besede pri tem, kaj je in kaj ni tu noter, si predstavljam, glede na to, da je mogo dati zeleno luč, da se to kaže, ampak tu je bila na eni točki kar frka med njim pa med Nikejem, Jordanom in pa NBA-jem, zato ker so NBA imeli določena pravila, kaj lahko nosiš pri copatih in kaj ne in katere barve, mislim, da je moglo biti vse v skladu z barvami z ekipo in tako naprej in Jordan je tu mal podiral meje in se mi zdi, da se NBA pa Jordan, glede na to, da imajo oboji pravice do tega dokumentarca, niso hoteli preveč to noč spuščati. So pa vseeno pokazali, recimo, koliko je pa Jordan tu res podiral meje izven tega konflikta, se pravi, tako za Nikejem, ki je v bistvu neko res takrat no-name znamko spravo na praktično čez noč na neko prvo mesto popularnosti pri copatih, da je dal, tako sta sama rekla oba, neko legitimnost copatu, da je to postalo tudi neka street varianta, zdaj naenkrat je cool imeti Nikece in vse to. Pa zravno ostale, Wilson, McDonald's, tako si omenil. Se pravi, on je bil res prvi košarkar, ki je postal ameriška, pa kasneje tudi globalna zvezda. In to je bilo malo čudno v tistem obdobju, zato ker, kako si rekel, že prej so to delali tenisači, pa kak golfist, pa kak tak individualni športnik, veš, zdaj pa naenkrat košarkar, zakaj pa ti zdaj to delo? Prav čudno je bilo, kar je nam zdaj samoumevno, da vidiš ti v reklami, ne vem, in LeBron Jamesa, in Kyrieja, in Steph Curryja, in tako naprej. Tako je bilo pa čudno, iz nekega ekipnega športa boš tu šel zdaj individualno nekaj prodajati, kaj pa s tabo, si normalen, veš tako? Nepredstavljivo. Pa una rimaška reklama, I got the MVP, Larry Bird, slabo. Slabo. Okay, pa že spet kaže iz 92 Bullse, Horace Grant res hara. Ne bo meni kul v unmu špilu, v unmu NBA, ki si vedel zaradi špeglov, kdo je, pač tako, on pač je Bart, ko si jih prepoznal, se mi zdi. Horace Grant res model, pa je pa še tist, ki je res tako za Drexlerja, Kaj ne vem, Drexler je bil res dober. Drexler je eno od unih ljudi, ki je pač res bil dober in pomaš res tako, I'm not saying he wasn't a threat, ampak z mano se ga primerja, to mi pa ni bilo všeč, ti si je bilo kar creepy, pač tako, ker to ni tako, ker Drexler ni kar en model, veš kaj? Ne, to so vsi top level igralci, so bili v senci Jordana, konstantno, Ja, vem, sem kar res tako uleti, ampak ja, pa je pa tista, ki Magic reče, da so karte igrali, pa je rekel, da vam naredil pa pojď tiste, ki trojk zmeče, tiste, kar smešen. Pa zmagajo Portland in pa ima že olimpijske, če ne bo čak Daily dal igro več kot 10 minut, bomo bolu ali nekaj, what? Ok, model, mislim, ga razumem mal, ampak ok. Pa pol ta scena, to sem pa jaz vedel, to z v bistvu Isaiah Thomasom, da ga praktično nihče ni maral, očitno. In zaradi tega tudi ni bil v Dream Teamu, kar je kar weird, zaradi tega, ker se Chris Mullin je model, ampak ni Isaiah Thomas. Pa klemo se Jordan saj mal propse da, kao, da je takoj za Magicom, kar se tiče playmakerjev. Tako da to je kar v redu, ampak vidiš, da Thomasu ni čisto vseeno. V resnici pač tako, zapol vidiš. Ne, še do danes mu ni, po mojem, se mi zdi, da tiste mora kar boleti, da ni bil v Dream Teamu, medtem ko je on bil v bistvu en res najboljših playev, ne samo v tistih 80-ih pa early 90s, ampak v bistvu v zgodovini, in da se v bistvu nisi potem zelo Dream Teama vprašanje, kaj se to bilo zadnje. Mislim, da je na koncu prišel noter pred njim in Chris Mullin, dobro, Christian Laettner so ga dali zraven, ker so mogli imeti enega igralca iz koledža, bom rekel, ideja že prej, ampak ne vem, mislim, ta ni bila kulno. Ta je bila kar... Mislim, sploh zato, ker je bil noter Bird, ki je komi hodil, pa se ga je dal noter zato, ker je bil legenda, Larry Bird je takrat ležal na tleh 3/4 cajta, on je bil pač po nesreči. Ne, da si ne zasluž. Ampak tako on ni bil glih. Mislim, Isaiah Thomas je bil bolj v formi, kot Larry Bird, to hočem reči, ne pa je Larry Bird not prišel. Tako sploh se ni razmišljal v resnici. Tako da ja. Pa je pa ta barca, tukaj je nekaj posnetkov, smo jih videli, posnetek, ker Jordan stoji pred posterjem ogromnim od Jordana, jaz sem ta posnetek videl že 87, kar sem malo nojd, so ga že spet ponucali. Pa tudi ta zgodba o tisti Monte Carlo trening tekmine. Ti se pa hodo, pa se vidi, da se je en trudil s temi posnetki, ker je tako audio je malo popucan, pa dvigne tam meč, kar ne slišiš, ko boleva. Pa to ne.
ampak kar je tam meni všeč, je ki so šli pol na bus, pa so bili vsi tih, ki si Ben ni vedel, kva misliti, ker to je res moglo biti nerealno, če je gor v bistvu 11 res takih alfa samcev, ali ne vem, kaj drugega reči. Sigurno, vsak je bil domen v svoji ekipi, kakor pogledaš. Ne? Ja. Tako da, ampak ja, pa se nekako Jordan se reče, da če kdo je Jordan kralj. Pol pa mogoče najboljši del tega dokumentarca do zdaj. To s Kukočem, kar jaz v resnici nisem vedel. Klej pa že spet Jerry Krause upleten, ki je Kukoča ful snubu in kako mu bo dal denarja, to je bilo valjda narobe pri Pipnu, ki je hotel denar in pol sta ga unadva čist napadla. In kar je meni všeč, ker pol Kukoč govori, pa se sploh niste poznali. Ja, mi smo se prvič videli, tako prav tako, neko defenzivo ima. To me je pa res v redu, ker res nisem vedel tega sploh, da je kakršna koli. Jaz sem slišal, da je to neko, ki je šel v bulse. Tisto, kar pa me je malo ziritiralo, Klej, je bilo pa to, kar pa Alun razlaga. Oni ne vejo, kaj je Jugoslavija naredila iz Kukoča, kako je on tough, pa ne vem, kaj je pa ta ameriška scena. Ti pejte domov, modeli, pejte domov s temi. To mene pol iziritira, ker Bog ve, koliko teh narativov je tako napihnjenih. V resnici je pa to, da sta unadva sta ga pač napadla, v tej drugi tekmi ga nista tok, pa Kukoč je vedel, kva pričakovati, pa še enkrat, Kukoč ni slab. Kukoč lahko igra s temi ljudmi. Tako da ti si mi bilo kul. Mi je pa weird, kako štekam, da je to sam ta dokumentarc, pa nočem biti preveč, zakaj niso še kaj omenili. Ampak o hrvaški reprezentanci takrat govori, da young rising star Toni Kukoč, da je edini, ki obstaja. Ja. Zdraven je pa Dražen bil, da tega saj ne rečeš. To je bilo zelo weird. Je pa weird. To mi gre tudi. Jaz sem prav čakal, zdaj pa Dražen. Kje bi pa Dražen omenili, pa pokazali vsaj posnetek Dražena, da je pred Kukočem bil že nekdo. Ki bi lahko zgodbo naredil, prej je bil že Dražen, pa je to naredil. Pa ne rabiš zdaj njegovo tragično smrt, pa to omenjati kužima. Tudi mogoče za neko novo generacijo ni tako bistveno, če spremlja zdaj bulse, ne točno kaj je od zadnje nekega Dražena. Štekam ta del, čeprav bi bilo iz nekega respekta, po mojem, treba to dati noter. Ampak lahko bi to naredil. Dražen je bil prvi, ki je največji evropski igralec ever, pa ki je prebil v bistvu to neko steno med Evropo pa med Ameriko. Vsaj za mene, pa ne samo za mene, verjetno za marsikoga. In je bil na istem ekipi kot Tonija. Smo dej 30 sekund namenili temu, če ne drugega. In to mi ni bilo všeč, da so kar zignorirali, sigurno. Če bi sam rekel, the great Croatian team led by Dražen Petrović in Toni Kukoč, pa bi jaz rekel fair point. In pa ne pozabi, da je bil Dino Radja tudi zraven, ki je tudi igral v NBA. Ja, se strinjam, ampak tako, da vstaj, tako, to ne. Že spet je predstavljen kot Hrvati so bili, imeli so Kukoča, to je bilo to. Tako. To me je, ker v resnici, jaz mislim, da 30 sekund, to bi mi bilo meni preveč lahko, ker rečeš, vidite v Bulsih dokumentarc, fokus je čist nekje drugje. Ampak tam predstaviti to, da pa sam Kukoč obstaja, sam en stavek rabiš, sam en stavek. Sam led by 3 future NBA players, Petrović, Radja and Toni Kukoč popal. Se ni bilo future, se Petrović je že bil že takrat NBA igralec. Ampak veš kaj mislim, tako v smislu, sam reči, da ni samo on, pa tako zgleda, ker so bili pač zraven neki modeli v reprezentanci Hrvaške. To je bilo kar ujerno. Tudi jaz nisem vedel za te detajle okoli tega, koliko so v bistvu se na njega napalili Jordan pa Pippen. Jaz sem vedel za neko ljubosumnost Pippena in Jordana, zato sem vedel. Ne Jordana, za ljubosumnost Pippena proti Kukoču. Ko je prišel tja, pa je dobil takoj solidno pogodbo, brez da bi se dokazal in mu na nek način tudi mogoče kako minuto kdaj vzel, ker sta bila približno podobne pozicije, pa če pa da sta bila neko playmakersko kri v sebi. Ta del sem razumel, ampak to, da bi se on pa posebej na olimpijskih igrah pač palili na njega, tega pa nisem. In to je bilo zanimivo vedeti. Tako da to je bilo tudi za mene malo tako. Ja, pa ne, pa polum posnetek eye-opening. Karla Malona, ki reče, da kao Kukoč, ampak da Scotty veliko pove, pa pol Barkley na koncu, če bo komu dal denar v Chicago, ga ne dajo Pipnu, kao, tako kar pestro. Je pa kul, ko reče Jordan, ki mu reče, ki Scotty je rekel, da ta nam mogo igrati v NBA-ju, veš, pa reče
reče, da to pa ni fair, da je le 11 najboljših igralcev v ligi, ne, da ne pride, pa bomo videli. Ne. Na ta način, no, to mi je bilo tudi tako, kar ok. To, no, pa gre pa v bistvu še ta Reebok, pa tista zastava, ki se mi zdi čisto dobra fora, ampak pač neumnost, to reprezentanci si trenerko, šarlatan, pač to je meni kar neki, pač da zdaj pa Reeboka nam kazal, to je meni tok peti. Ne res, veš kaj, ker je reprezentanca, je. Pač to bi mogli biti dost, v resnici, meni je vsem, za koliko si podpisal, itak imaš svoje superge gor, a veš, pa še grda trenerka je bila, tako da, who cares, tako, to mi je... 90, stari. Ja, zelo tak šuškevac pa to, ampak to mi je bilo res neumen. Pa je pa še ta, ki se mi zdi, sem mislil, da mogoče kaj več, še ta element njegove Republicans buy sneakers, buy Nike stu, ne, ki je pa njega kar spremlja že v bistvu celo kariero, da se nikoli noče za nič opredeliti, ne. Kar je po svoje dosti zanimiv. Pa pol tam v bistvu ga Barack Obama glih ne brani. No? To se mi je zdelo pa dosti fair, ni glih izpadel, kot da ga malo pravične, ampak bolj reče, lej, pač lahko bi kaj naredil, resnic, tako sem jaz to videl. No? Tako, to mi je bilo v bistvu dosti, okay, ker ni unga podprl, ne, za North Carolina, za senatorja. Ne? No, čeprav jaz pa Jordan na tuli nekak način, pa ne morem rekel, da jih podpiram, razumem karkoli, ampak v bistvu, bom rekel, štekam, da pač zelo odkrito pove, ne, da on pač, njegov fokus je bil drugje in on se to tudi v kasnejšem, mislim, da v 6. epizodi pol se je isto reklo, ne, da pač ni imel te želje spuščati se v te Muhammad Ali, a ne vode, v smislu pač biti nek aktivist, pa neki, v bistvu nekaj delati večjega od športa. Njemu je bilo to glavno, ta športa. Ne? In ljudje, ki so pričakovali več od njega, bojo pač pričakovano razočarani, tako pač je pri Jordanu. In to je on nekako tudi upravičil vse to skupaj s tem. Ne? Kar jaz ne vidim nujno napačno. No? Mislim, po eni strani, ja, po drugi ne. Ta je zelo težka, ker je v bistvu, se veš, zraven veliko zgodovine ameriške, potem Republicans, Democrats, veš, in hitro priješ v neke take vode, ker vsak ima nek svoj prav, če tako gledaš. Ampak se mi zdi, da bi tudi Jordan zelo direkten, pa zelo tak čist, da rečem temu. Vsaj meni se je tako zdelo. No. Nisem pa vedel za to prej, to pa priznam, jaz pa nisem vedel za to. Ne. Dejansko je bil konsistenten v tej svoji drži, ne. Ni pol, da bi zdaj rekel, zdaj pa na neki točki bom pa šel podpreti, ne. Jaz seveda zdaj tudi ne, z neke te dinamike politične, ki je v Ameriki itak toliko večja, da masa in vse, da po svoje pač pričakuješ, tudi sploh, veš, če priješ ti z neke, bi rekel, skupine, z nekega ozadja, ki je deprivilegirano, da se potem malo postaviš za, ampak pač le, on se je odločil, kot se je in bil konsistenten potem v teh dejanjih. Pa še malo pokaže, koliko so ljudje pač karte kupovali, pa tisto Atlanta dom je pa kar impresivno, no. Ker so jih dali na ti stadion 66 čokoldi, tis pa res, to pa so une stvari, ki samo v Ameriki se mi zdi se lahko zgodijo in nikjer drugje. Pač ja. Najbolj smešno je bilo, ker so dali v tisti Atlanta dom igrišče tako na eno stran, te velike tribune, ampak folk je lahko bil pa vse posod okoli. Se pravi, eni so v bistvu imeli, eni, ki so bili na tem zgornjem ringu, so imeli veliko boljši pogled na igrišče, kot pa drugi, ki so bili dejansko 200 metrov stran od igrišča, ne, kar je moglo biti kar doživetje v narekovajih. Ja. Sam tako, Prav, okay, na televiziji vedno malo dlje zgleda, ampak vseeno, no, se mi zdi, da je bilo tisto kar malo pretiravanje. No, ampak to potem se nekako jame s tem v naslednji epizodi, s to njegovo slavo, pa to, kaj je bil folk pripravljen narediti, samo da Jordana vidi tudi na 500 metrov. Ja. No sej lahko gremo, v bistvu, ker ta je tudi ta hotelska soba. Ja. No, sej, evo, le se potem šesta epizoda lih o tem govori, ne, se pravi, pokaže Jordana, jaz sem kako nekega zapornika videl v tem momentu. Pa moram reči, da sem se malo tako spomnil na Yao Minga v zelo podobni situaciji, ko sem igral z njim, kjer je pa tako basket fani, ampak predvsem ta Chinese community v Ameriki je Yao Minga v vsakem mestu so ga sledili oziroma ga pričakovali pred hotelom, ker je bilo res malo divje, ampak niti približno tako kot Jordana, ne, to je bilo krat 10 ali pa krat 100. Ampak vidiš to, ne, v bistvu človek ne more iti ven, ne, človek, a veš, mi navadni smrtniki, ko smo igrali v NBA, pač prideš v NBA mesto, v hotel, odložiš stvari pač v sobi,
potem, dobro, če si utrujen, karkoli, pač imaš tam room service, pa to. Ampak če ne si šel pa v mesto, ven v restavracijo, koliko hotela, ne vem, malo si se pozanimal, takrat ni bilo lih neta, pa Google Mapsov, pa tega, ne si v bistvu šel na front desk, pa si rekel, ja, grem ven, kaj za pojest danes blizu, kaj je dobro in ti povejo in si šel v eno od restavracij. Zelo malo je tam teh skupnih nekih timskih večerij pa tega. Jordan tega pač dejansko ni mogel delati, razen če bi nekakšna zadnja vrata v kak avto pa na drug konc mesta v neko restauracijo, ki je bila zaprta samo za njega, si predstavljam. Ja, valjda. Pravi človek je bil dejansko ujetnik v svoje slave, ne, in svoje hotelske sobe. In ta potovanja v NBA se vrstijo ena za drugo. To je v bistvu minimalno 41 tekem sezono, če ne gledaš pre-seasona pa play-offa, prideš hitro nekje 50-60. In ta je kar kruta. Ne. Se mi zdi, to je tisti del, ki ga nekako nismo videli. Ne. In je dobra tista kamera, ki ga sledi iz sobe, pride v lobby že folka, ne, pride pred hotel noro, ne, se pravi ograje do tista pot do avtobusa, da se prebije tja. Potem avtobus, si predstavljam, da so spremljali ne samo policija, ampak tudi avtomobili. Potem pred dvorano spet čaka nov folk. V dvorani priješ na igrišče, je spet masa. In to je dan za dnem. In moraš biti res moraš biti močen in zato marsikomu to spodleti, ker se mi zdi, da čez nekaj časa ti to enostavno dojadi totalno. No. Mislim, to je tako po svoje, pa se grdo slišim, pa to je tako zajeban life, veš. Pač nimaš svobode, pismo. Kamorkoli greš, je ta norija in to je čisto mač. Ja, pa še ta bonus, da si ogromen človek, ki te vsak prepozna, a veš, ni nek 1,60 m. Nisi pa nič proti nogometašem, ampak mar se basketaši, da je zabavno. Nisi fuzbalerček, ko 160, pa kapca gor, pa gremo. Ja, exactly. Ja. Jaz se hotel reči Tom Cruise. Bravo. Ja. No, pa v bistvu je bil simpatičen ta video posnetek, ko v bistvu kaže po garderobi. Mislim, da je bilo po 60. zmage, kot Jordan, Pippen in pa Harper. Tako sedijo v garderobi, že vsi oblečeni, verjetno jih čaka letalo, da grejo naprej v naslednjo mesto in v bistvu si vzamejo tisto minuto in pijejo pivo. Mislim, da je bil ta Miller Lite ali kaj je bilo že. Ja, Sem videl nekje na netu, da se je folk heco, da so naredili zdaj noro reklamo. Ne. Že takrat leta, ne vem, kjer je 90, v bistvu 20 let prej so delali reklamo za 2020. Ne. Ampak ja, pač kaže to in potem mislim, da se Pippen poheca pa reče, jaz sem že četrtini komi čakal, da dobim to v roke. Ne Gatorade, ampak pivo, ne. Ker Gatorade je pa pijača dolgo časa bil, mislim, da ni več, da je bil dolgo časa uradna pijača NBA. Ja, mislim, da je še. Se pravi, vse posod, a pa še, ali zdaj Powerade, to pa ne vem, ali je še vedno Gatorade, sem siguren. Ampak pri nas, ko sem jaz bil tam, je bilo vedno Gatorade na brisačah, na stolih, napisi Gatorade, lončki Gatorade. To, če si hotel ti kaj drugega piti, pa se kdaj najdu kakšen svoj igralec, ki je bil Red Bull ali pa Coca-Cola. Samo on imel lonček Gatorade, pa ti, če si gledal po televiziji, pa kakorkoli si mislil, da on pije Gatorade. Sam ni. A veš. Tako da, to je bilo cool videti. Se mi zdi malo ta res taka človeška platno, v bistvu, da je sam pivom ideja, veš, ne tizga, ko je v bistvu pred kamerami Gatorade, pa športnik, pa nič alkohola, pa Ja, valjda, ja. Dobar, Miller Lite, to tudi, no, koliko ima to alkohola, pa koliko je to pir, tle tudi lahko začnemo ene debate. To je res. To je smile varianta. Mislim, tako bom rekel. Verjetno se ni z Miller Lite končalo, verjetno se ni z Miller Lite začelo. No, tako, ampak čeprav ena stvar, veš, poleg tega, zdaj, ko so pir, meni je ful zanimiv tle, pa tudi v drugih delih, ki kaže, ko je Jordan skozi to cigaro v roki. Ja. Bravo. Kadarkoli ga pokaže, ne samo zdaj smo pa zmagali, zdaj bom pa jaz cigaro pričal. Ne, tle sem zdaj v enem hotelu, čakam, tekmo, pa jaz meham tle puham. Koliko je dejansko bilo konstantno to? Ja, on je bil na to kar zgleda orang navezan na to cigaro, ne? Ker v bistvu tudi zdaj, ko snema, ko on govori, ima tudi ob sebi skozi cigaro. Ne? In tudi takrat v garderobi, po tekmi, na avionu, veš, oziroma ko je prišel z letala, je že imel v ustih. Tako da skozi ta cigara. Meni je tudi to presenetilo. Očitno je to imel kar rad. Jaz ga takega v bistvu sploh nisem videl nikoli za cigaro v roki prej. Koliko je to nekih zakulisnih teh videoposnetkov, zdaj še le vidimo, da to vse pustijo, ker to je moglo biti vse cenzurirano prej, se mi zdi. Ne? Ja. Jaz se Jordan odprej ne spomnim s cigaro, res ne? Prav res ne, no. To ni to ta stara jugo šola iz 70-ih, ki si čik skado pred treningom pa na igrišče. Ne me še dati v igro, ne me še, a lahko še 2 sekunde, ne še en podaljšam v tele proste mete, da skledim do konca tole moravo. Evo, gremo. Moravo, redo. Moj bog. A po je pa ta gamblanje
tiste, kar je redo. Sploh z varnostniki, pa s frizuro. Tako je. Ja. Pa vsi vemo, koga mislim. Tisti zmaga, MVP. Vse tega pa vidimo skozi, da to je bilo v domači areni, ne? Ni bil enkrat tam, ampak je nekdo, ki so dolg cajt hangal. Ja, tako je. Ja, tu se potem nakaže ta njegova, sicer on to zanika, to zasvojenost, on govori, da tu gre za ta tekmovalni drive, ne, pa ni važno, je to gambling, je to golf ali je to košarka. Ne vem, mislim, sigurno so tu neke smernice na to, da je verjetno imel, oziroma da je bil globlje v tem gamblanju, kot je v bistvu predstavil v tem dokumentarcu. Smešno se mi je zdelo tisto, ko je v bistvu šel na drug del letala, kjer niso igrali za $10,000, ampak so bili te nizkocenovni soigralci, ki so v bistvu igrali za $1 in v bistvu še njim je hotel denar pobrati. Tako da tu se res tako kaže ta njegov competitive drive. Saj on ga tako poimenuje. Zdaj, je to bil res samo competitive drive ali je to bil zasvojeno z gamblanjem, tudi kasneje vidimo potem, da ta gambling, saj novinari oziroma recimo temu medija hočejo povezati to z njegovimi nekimi negativnimi stvarmi v življenju, vedno ta gambling. V glavnem potem se spet gre časovnica malo prestavi na 93. leto finale proti Sansom, zgubijo tekme, mislim, da 2 zapored v Chicagu, ko bi mogli slaviti, in imajo zadnji 2 tekmi v Phoenixu, vodijo pa za 3-2. In to sem že prej vedel, no, to, ko Jordan v bistvu reče soigralcev, da naj vzamejo samo eno obleko s sabo, ker ne grejo na 2 tekmi v Phoenix in grejo tja na igrati 6. tekmo in jo grejo zmagati. In jo tudi zmagajo. In po tekmi Barkley, oziroma po tej tekmi Barkley kasneje priznal, da je prvič spoznal, da je v bistvu Jordan boljši od njega. Sem si jaz mislil, malo dolg si rabo, ampak ok. No, pa za konc še v bistvu to, Jordan, tu se malo vidi, tu se malo nakaže to, ta pritisk, ki ga Jordan čuti, ker ve, da vsi hočejo, da je on ta nek perfekten role model, in on tega nikoli ni preveč maral, no, se mi zdi. Seveda rad bil nekaj način pozornosti, pa to je njegov life. Verjetno velik, če bi procentualno gledal, zelo visok procent tega, ko je užival v tem spotlightu. Ampak vseeno v bistvu več kot košarka, saj na zunaj, pa ni hotel, da se o njem govori, oziroma da ni imel želje iti v kako drugo področje v smislu neke politike, ampak predvsem ta njegov drive je bil dostikrat omenjen. In jaz si ne morem si, da nisem pomagal tu potem spet malo, recimo, s Kobijem pa ta Mamba mentality, te smernice vlekel, koliko recimo te posamezniki, ki so res v špicu športa, pa ni važno, da so to Jordan Kobe ali pa ne vem kak smučar ali pa tenisača, da so to res neki take poseben breed ljudi, ki v bistvu jih žene, ta drive, in to se Jordanu zelo vidi. No. Tudi v kasnejših epizodah se mi zdi, da še zdaj uživa v tem, kako je v tej slavi, ko je premagoval nasprotnike. Tako da to je bila 6., okay. 7. Evo, pa lahko nadaljujemo kar 7, ker dejansko to na začetku reče, da ga žene to, da igra proti najboljšim nasprotnikom, in to se zgodi šele v končnici. Res je. In tukaj imamo, kar se tega sodobnega tiče, nemaš pravzaprav sodobnega, tega, kar se dogaja leta 98, je pravzaprav zelo malo. Sam ta prva runda z New Jersey Nets, ki jo, kakor na koncu pa vidimo, dobijo s 3-0, ampak vse ne gre tako lahko, kot so mislili. Oni so mislili, zdaj bomo tle prišli, se bomo čez prehodili, ampak so dejansko še ta 3. tekmo dobili, mislim, da z neki 10 ali več razlike, ostalo je pa bilo na nož, tako da so imeli bolj srečo. In še ena stvar. Oprosti, zdaj ko si jih omenil to, a si hotel še kaj na temo te serije reči? Te 3-0, ne, kar ti povej. Ne, zato ker sem jih danes videl, no, da je v bistvu zanimiva stvar je bila, da so 2 minute do konca, mislim, da je bila tekma 1 ali tekma 2, zdaj pa to pa nisem siguren. No. V glavnem v prvi ali drugi tekmi proti Netsom, pa to ne zato, ker sem jaz bivši Net, čeprav malo te sentimentalnosti je, ampak vseeno je Kendall Gill metal prosti met, potem je pa v bistvu drugi prosti met zgrešil in je bil v bistvu, se je žoga dotaknila tako napadalcev kot obrambnih igralcev bližje koša in je padla nazaj v koš. In šteli so pa samo 1 točko. A veš, kako hočem povedati? Če ti zgrešiš, pa je tip in bi mogli biti 2, in to se je v bistvu zdaj ugotovilo. Se pravi, ne govorim niti približno, da bi Netsi premagali Bullse, pa postali oni prvaki lige, ampak hočem povedati, da se na takem nivoju, kot je NBA, v bistvu šele zdaj, se pravi res 25 let, kako 30 let skoraj potem, vidi, da se je v bistvu bila napaka, ki je zelo, zelo, zelo očitna. No.
Tako da, Nets Game 1, ja. Tekma, ki je šla v podaljšek in ki so jo Netsi na koncu izgubili za 3, je v bistvu Jason Williams, pa ne tisti White Chocolate, ampak ta drugi Jason Williams, ki je igral za Netse, naredil tip in bi mogel biti rezultat 1 točko za Netse takrat v tistem momentu, ampak je ostal score tied, in potem pa je bil podaljšek in so Netsi izgubili. Tako da zanimivo se mi je zdelo. No. Zvoli, Pižans. Ja, mogoče sam pred tem imamo še tega Krauseja, na kratko tisto tiskovno konferenco, ki je tudi po svoje dobro, zaradi tega, ker ti pač se ne psti drkati v glavo, ne, in ko ga sprašuje, kako je s temi noži v hrbet, med njim pa filom, in ne brače, da je tega ni, mi smo profesionalci in gre. Ne, in potem odide in tako slišiš enega novinar, ki reče, way to go, Craig. Ja, ti se tudi ne smešen. Se razločaj, hvala, zajebo si. Vse se na zajebu. Ja. Je pa tudi če smo glih pri Jerryju, na Ringerju so parni tega, da je en lušten članek, pravzaprav je Krause zares kriv, ne, sicer ja, pač to zadnjo sezono, ampak koliko je pa prej pravzaprav biti tudi zaslužen za te uspehe, ki je verjel te neke mlade košarkaše, ki je iskal, ki jih je probal pripeljati in dejansko, pač, da ga ne moreš slikati samo kot negativca, kar išče, pač, kar je nekak narativ tega dokumentarca, kjer tudi vidimo, kjer ga skozi pač drkajo zaradi višine, zaradi širine in tako naprej, in bomo dali v zapiske, tako da lahko ljudje pogledajo. In to je pravzaprav to, kar se tiče te sodobnosti, ne, ker tukaj gremo pa zdaj nazaj v preteklost, kjer je pa ta dejansko tisti največji pretres v Jordanovem življenju, očetova smrt. In oče je bil, zato tudi jaz, zdaj nisem vedel, kako je bil dejansko on zmeri zraven, da on ga je spremljal po teh tekmah, da on je bil zraven, ko so postali prvaki, ko ga je spodbujal in vse, in da sta imela res neko zelo posebno vez med sabo, na kar se zgodi ta umor, ki pač skok 2 tedna, ali koliko so ga iskali, ne, niso vedeli, kje je, in potem so se jasno takoj pojavila ta neka namigovanja, da zdaj pa, to je pa bilo krivo, pa ta Jordanovo gamblanje, pa da ne bi ga zaradi teh dolgov, ampak za vse to pravzaprav ni niti enega dokaza bilo. Kako ste vidva pravzaprav se spomnite tega iz tistega časa, teh dogodkov? Mislim, jaz se spomnim, da je dejansko mu oče umrl, pa da sta kar bila prijatelja, pa dejansko se spomnim nekaj tega v smislu gambling, ali je to s tem povezano, pa to, no? To dejansko jaz imam v zavesti. Tako da to sem jaz povezal, nisem pa vedel zdaj, kva je res, pa kva ne, se mi zdi, da tudi takrat ni bilo nekega resnega epiloga, ne? Je pač sam, da je bilo neki, dosti več pa ne v bistvu, no? Tako da to sem vedel. No. Jaz zelo podobno. Jaz sem mogoče en del mene mogoče mislil, da bojo skozi ta dokumentarc mogoče kaj več povedali, pa kaj več dokazali, da rečem temu tako, pač ne v smislu zdaj proti Jordanu, ampak da bo mogoče Jordan prišel, da bo mogoče Jordan kaj več priznal, kaj več povedal, no, na to temo, ampak ne, pač tisto, kar smo vedeli prej, nekako ostaja že zdaj, oziroma zdaj verjetno marsikdo ve več, ker takrat bil malo seznanjen. Ampak sem vedel za to, no. nisem pa nikoli točno vedel potem, kje se je zgodilo, kako, zdaj v bistvu se je to malo bolj čisto, ne. Ampak se pa spomnim tega, da so malo to povezovali z gamblanjem, ampak nikoli to ni nikamor, kar malo žalostno. No in potem imamo to, da pač je on itak že razmišljal o tej zadnji tekmi in da koliko je sploh pravzaprav neke motivacije še zanj v košarki, pa bilo pa ta očetova smrt dejansko dogodek, ki je tehtnico prevesil in on sklene, da bo nehal s košarko. Tukaj imamo pa zdaj to zanimivo, da bi on bil glih na tej tekmi od White Soxov, kjer je prvi met izvajal in potem, to je bilo na torek, na sredo naj bi razglasil, da bo končal s kariero košarkarsko, ampak nekdo je to razširil te novice, ne, tudi pokaže Krause, ker nima pojma o tem, ljudje ful poročajo in pa imamo to poslovilno tiskovko, ne, kjer so pravzaprav vsi. Jaz sem prav še tam gledal, če bi Igor Ebergant mogoče, ki je v kakšnem kotu tičal. Jasno si, ne, to je totalen šok za basketball fane pravzaprav po celem svetu in seveda potem spet nadaljuje ta narativ, da je pa ne tu krivo, ne, to njegovo gamblanje, ne, da zdaj ima pa on te stave in ker je Stern rekel, ne, tako pa ne gre, boš pa ti zdaj suspendiran za leto pa pol, ampak ne moramo, ker si naša največja zvezda tega narediti, ne, si bomo omenil zgodbico, spomniš, boš ti malo počivati, pa boš malo
kaj drugega igral in je super ta novinar, ki pravi, da pač to je totalen bullshit, prav, ker če si pač Stern je v prvi vrsti kapitalist, ne, in zdaj, če ti hočeš, ni enega razloga, zakaj bi ti človeka, ki ti prinaša največ denarja od vseh igralcev, za let pa pol poslal stran in s tem pravzaprav na kocko postavil neko tudi priljubljenost celotnega NBA-ja. In pa gre Jordan v White Sox in tukaj je bilo pa zanimivo to pravzaprav ta moment, ne, sicer v nižje lige pripravljali, ampak ta moment, ki pravi, pač, da je se itak je isti lastnik, pač pa smo mu še naprej plačo od košarke plačevali. To je bilo za me novo, tega jaz nisem vedel takrat. Ti si bilo kar evska v resnici. Za 3 milijone na let pač smo valjda, ker je bil itak underpaid, pa ne vem kva, ti si bilo kar smešen. Ja, v bistvu smo plačevali, basket klub mu je plačeval, da igra bejzbol, mislim, to imaš res poseben status, da to dosežeš. Ja, v bistvu lahko delaš, kar češ v resnici. Tako. Ja, itak, ja. Jaz, kar pa mogoče tudi kaže, da vsem pričakovali, da se bo premislil, ne? Da ne bo. Sprav, če bi bili tako čisto obupani, da bi rekel, fuck it, ne, to je to, pejt, ne, ti bomo prekinili pogodbo, še kakšne penale nabil zaradi tvoje samovolje, ampak naj bo, ne, tako se vidi. No, potem ga vidiš, kako spet pravi. Jaz sem pa bil tlele, samo en od modelov v garderobi. Ne. Tukaj smo zdaj pač, sem bil one of the guys. Koliko je to možno, da si ti Jordan, pa si one of the guys, ne? Dajmo biti iskreni. To je on upal, da bi se zgodilo po tej neki želji, da pač doživi spet neko normalnost, ne? Ampak realno jaz mislim, da to ni moglo biti približno. Ja, itak, ja. Po moje ne, mislim, to je zdaj, tako ko bi zdaj Jordan prišel kamorkoli, pa bi rekel, jaz sem one of the guys, itak. Ja, exactly. Ja, in potem, če smo jih naskočili nazaj, v leto 98, sem to, da se malo pogovarjal o njem, kakšen je kot soigralec, ne, in da je pač ni bil glih najlažji za igrati, ne, pač itak je ta njegova želja po zmagah, po uspehu prevladovala in je pač potem tudi druge gnal, ne hotel bi, da so tudi drugi dajo vse od sebe, kar imajo in se pravijo pa, ne pač da je bil je kreten, bil je bedak, ampak bil je pa tudi dober soigralec, pač kar je hotel iz ljudi potegniti najboljše, ne, in potem naredil dobimo to primerjavo z njim, ne, da Scottie Pippen je pa precej bolj prijazen, da je tudi nudil podporo drugim. In zdaj spoznamo tudi Bullse, ne, kjer je pa zdaj Scottie prva violina, še vedno to svojo genialno pogodbo pod pasom. Ne, in kako so pravzaprav vsi to, ne, da Phil Jackson, zdaj je trikotnik, ne, ti si imel Jordana, itak, da je ta trikotnik deloval, brez njega ne bo, ampak dejansko nekdo pa tudi parjade, da je Phil Jackson tisti let pravzaprav najboljše trenersko delo opravil in pridajo seveda do playoffov, imajo Knickse v finalu konference in imamo tiste par sekund do konca, ki pa Paul Phil Jackson reče, zdaj bo pa Tony metal, ne, ker je že par teh clutch shotov, se pravi sklopka metal je zadev in da je nemo, ne, in da tudi vidimo Scottija, ne, verjetno tudi ga je še to mogoče, če sta imela res neke te neporavnane račune oziroma neke zamere s Tonijem, da ga je še dodatno, ne, pač kao, zakaj mi ne zaupa in zakaj glih tega Kukoča, ampak Kukoč pa da koš in premagajo Knickse in tukaj se vidi, koliko je pravzaprav Pippen že takoj ne, prav, jaz sem jim bil žal in da so že takoj morali dejansko, ne, iz ene tekme na drugo to breme, ki je leglo na Bullse, ne, na celo ekipo so ga mogli nekako rešiti in Pippen se je pač pa izkazal, prevzel krivdo, da ne bi smel tako reagirati in so šli naprej, čeprav so pol Knicksi vsem zmagali 4-3. Ne pa zanimam, pač, Boki, kakšne so tvoje izkušnje bile tle, tako, pač, a si kdaj naletel na kakšno tako, res tako, da je bil kdo, ali v tvoji ekipi, ali pa kad ste s kom igrali, da je bil tok zasurlan, da je rekel, fakt, jaz ne bom igral zdaj. Povsod je ta folk, stari, povsod je ta folk. Ta folk je, te so ljudje, ki so pač, rečeš jim, da mislijo, da so Jordan in pol niso in so surlaste. Povsod je ta folk, sorry, Boki, povej, sam to sem mogel dati sebe. Ne, to je na vseh nivojih, je to sigurno, že to ni mimo strehlo, kot je to rekel. Ne. Mogoče toliko bolj presenetljivo ali pa toliko bolj
razočarajoče na nek način, ko ljudje slišijo, da je tudi na teh nivojih se to dogaja. Ne? Recimo Pippen je tu spadal kot nek mali otrok, ki mu mislim, da ti to narediš na koncu. Se mi zdi, da vse to, kar so skozi vse te serije nekako Pippena buildali, ne, gor kot nek tak idealna dvojka, ne, idealen Robin, Jordanov, Batman. No, in vse to je v bistvu pol tu uničil, ker ko si imel možnost biti na spotlightu, a veš, to si v takem momentu, da ta sebičnost zmaga, ne, v bistvu ta ego, da zmaga, to uničiš vse. Ne, in to je tudi mene razočaralo, da sem v bistvu bil nekako spomnen na ta dogodek, na katerega sem že totalno pozabil. Ja, enako je. In tudi še bolj je mogoče malo, ker meni je bil Pippen vedno všeč. Jaz sem vedno kot mlad igralec govoril, da mi je bil vzornik in Kukoč in Pippen sta bila oba vzornika. Ne. Me je malo zabolelo, ko je potem vprašajo pa Pippena danes, ne pač zdaj v tem dokumentarcu, se pravi starejšega Pippena, in reče, da bi verjetno isto naredil. Ne. Pa pismo, kako ne veš, da to ni bilo kul in da če bi imel še enkrat možnost, ne smeš reči, da bi isto naredil, ker je bilo totalno napačno, da si v bistvu šel proti ekipi, si usedel in si bil pripravljen v bistvu zgubiti serijo, zgubiti vrštran sezono, zato ker ti nisi dobil zadnjega meta, za katerega je eden najboljših trenerjev, ki je v bistvu 3 leta prej bil prvak lige NBA, pač določil nekoga drugega. Ne, in Kukoč je v tisti sezoni res zadeval več metov v zadnjih sekundah, bil je zelo neugoden, ker je bil visok, ker je imel visoki izmet, ker je imel mehko roko in imel ta njegova hladnost v bistvu mu je v teh momentih pomagala, da je pač vrgel žogo proti košu s tem tvojim talentom, ki ga ima in je večkrat zadeva. Ja. Ampak to vprašanje ne to še, ne, v bistvu na teh nivojih. Ne, jaz sem imel to, recimo, če gledamo NBA, ne, recimo igra z Jason Kiddom, ki je bil na eni strani imel Vince Carterja, pa na drugi strani Richard Jeffersona. To je bilo challenging na momente. Ja. Veš, jaz pa v bistvu to videti to surlo ali enega ali drugega, kadar en ali pa drugi ni dobil ali prvega meta, ali 5 metov zapored, če mu je zalaufalo, ali zadnjega meta, a veš, konstantno je bilo to prcanje, ne? In to si opazil, te surle si opazil, in tudi trener jih je opazil, in vsi v garderobi smo opazili. Nikoli ni prišlo do nekega fajta v smislu, da so si na glas kaj se kregali, ali pa da smo se kregali, to ne, ampak konstantno je bila ta neka negativa malo prisotna, no? Konstantno. Se spomnim doskrat, ko je kjer mu zalaufalo, ali recimo, da je dal Jefferson 3-4 koše zapored, pa Kidd, ker pa če Kidd se je pač odločil naslednjih 5, bo dal pa Carterju. In Richard Jefferson si mu na 50 metrov videl, ko se mu kadiven z glave. Veš, no, pa je zalaufalo, demen je, ne, Carter ni tako dal 15 pik zapored, sorry, mislim. In to se dogaja ogromno v NBA. No, sploh, ko imaš še enkrat dva zvezdnika istega ranga približno, pa ko en misli, da je istega ranga kot drugi. Ja. To je to. Ja. Pa ne, pa školiko to ful podre, jaz ne vem, tako, da se ti tam usedaš, razumeš, pa trener rečeš, da navšel, to slabšega ni. Tako res ne vem, kaj lahko slabšega narediš, to si res moronko pač. To je res jaz sem to že doživel, grozno je to. In pa se vsi tam nekaj, pa se moraš grdo gledati. Tako res je, katastrofa je, klej ful pol na trenerju, kako to rešne v resnici, ker to je treba rešiti. Ker drugače to pol sam čakaš. Kako je to Phil Jackson rešil, je tako, da je v bistvu ekipo samo, da se zmenja. Ja, sej, edin prav. Veš, to je pa v bistvu tudi njegov ta, pa zdaj pozabljam, kateri je bil njegov, pa ne Tex Winters, ampak še en starejši trener je bil njegov vzornik Jacksona, ne? In on je od njega v bistvu vzel to neko teorijo, da v določenih momentih moraš ekipo pustiti samo, da sama v bistvu reši problem. In v tem momentu je on to naredil, v bistvu garderobi pustil, ker je vedel, da bo izkočili na njega soigralci. In Bill Cartwright, v bistvu, če gremo malo še bolj od zadje, v bistvu so soigralci potrdili, se je dejansko joko od razočaranja v garderobi. Odrasel moški, visok 2,10, 2,15, 130 kilami, potem, ko je zmagal tekmo nad Nixi, se je v garderobi od žalosti joko, ker ga je toliko razočaral soigralci. Mislim, to res boli, ne? Ti si v bistvu 8 mesecev goniš kot budala in potem ti en to naredi, za katerega si imel popolno zaupanje, da je vedno predan ekipi. Ja. To niso lahke stvari, zato ker ti daš live za to. Mislim, pustiti, ja, pa se si plačam. Nekaterim to res toliko pomeni. Mislim, jaz sem bil v takih krogih, tudi jaz sem bil v določenih točkah kariere, a pa večino moje kariere ti ena stvar toliko pomeni, da te razočarajo take stvari totalno, ne moreš mimo tega. Veš, to so res stvari, ki bolijo. In Pippen je v bistvu to naredil in igralci so se sami zmenili potem. In Pippen se je opravičil, so potem vseeno izgubili to serijo, ampak se mi zdi, da do danes
ostane ta grenek priokus 100%, ne? Tega ne pozabiš. Ja, to Jordan dobro reče, ker reče, da to ga non-stop spremljal. Pač, ker pa si model, ki je rekel v zadnji četrtini, da bo sedel raj. To je kar neki. To je tako res, me to ziritira. Res sem to dvakrat doživel, tako pej domov, pač izpij se iz krožka, smo mi rekli. Pač, to je res, res to je res slabo. Pač, všeč mi je bilo v bistvu, da vidiš, da se res tako, da se koliko je krhko ta kemija v ekipi, pa to, to je res krhko, zato je ful enega folka, vsi mislijo, da so dobri, vsak ve, k vamu pripada, in da se pol vsi podredijo enemu cilju, pa se mi zdi, da je bilo to še toliko hujš, ki je bil playoff, kar res štejejo tekme, ker ni bila neka back to back, sred sezone, nepomembna. Veš kaj je še, ko enkrat prideš na te res top nivoje, pa a si priznajo igralci, oziroma pa recimo kot NBA ali pa kot igralci, a priznajo ali pa ne. V bistvu tu je tudi v igri denar, pa bo vsak rekel, so fucking milijonarji. Jaz sem bil v teh krogih, enega bo pizlo, če bo imel drug zraven 45 milijonov, jaz pa 44. In ga bo pizlo. Ja. In ga bo pizlo do konca. Ja. Pa boš rekel, se isto pizza, se je bada, bo ta bogata do konca life. Ne. On ga bo pizlo, zato ker to mu gre za status in mu gre za to, kaj bo mediji govorili navijači in konc koncev njegova familija ali pa kdorkoli. On tam ima pa več kot ti, si boljši. Ja. In to so egoti. V NBA-u več 450 igralci je 450 top fucking egotov. Ja. Tu ni ene dobričine v smislu, veš. Boki, zakaj takrat, ko ponašaš nekoga, ki je kao najedajoč, imaš čist isti glas, kot Godler, ko ponaša nekoga, ki je najedajoč? Zanimivo pasko. Vem. Ne, to imaš, ja, to je res še ena ekstra komponenta v resnici, tako da, ja, to je res, to nisem pomislil. Dokler gaš na nekem amaterskem nivoju, ampak nekje, ker denarni faktor, Ok, takrat jaz bi dal zadnji koš ti, pa jaz sem boljši, tako pa ti enkrat govoriš še o tem, koliko je to bolj medijsko izpostavljeno, plus zraven pogodbe in v tem primeru Pippen, ki je bil leta in leta underpaid. Ja. Ne bom rekel, da ga podpiram, ga pa malo bolj razumem. Ja, ok, veš, kaj mislim point, ja. Ja. Da se tudi priznam, da nisem več z tega, da z tega nisem pogledal, z tega kota, veš, kao fakit, pač lej, hočem se toliko dokazati, pač vse sem pač kljub temu, da smo ekipa, je ta nek egoizem, kdaj je zdrav, kdaj ni. Kako ne. Pač tako kot lahko zaključimo pravzaprav v 7. delu z Jordanovimi besedami, zmaga ima ceno. Tako kot na koncu pravi in on pa tudi kako je, ga pokaže, da je pač, da je izzival ljudi takrat, niso hoteli biti izvajani, da jih je potiskal takrat, ker niso želeli, da jih potiskajo in da zaradi tega tudi pač ni veljal za najlažjega soigralca. Tle malo za jokca. Itak ima skozi tako rdeče oči, da je ravno kar v sezoni cvetnega prahu. Ja, ni, ta je taka, kar malo prizadela, ko v bistvu sam se odpira skozi ta dokumentarc in v bistvu priznava določene stvari in to. In se mi zdi tudi te spomini nazaj, pa potem, ko mu daje konstantno ta iPad v roke, da vidi te soigralce bivše pa nasprotnike, veš, potegne ven določene emocije in te stvari. Jaz to čisto štekam. Mislim, zato pa je tako dober ta dokumentarc, ki vidiš, da so se res dali zraven. Ogromno staje skritega, se mi zdi, ogromno staje nepovedanega, sam po drugi strani pa vidiš Jordana in taki luči, ki ga do zdaj nismo. Ja, to je res. Ja. Pa sploh vidiš ga, se mi zdi. A veš, tega je bilo v bistvu kar malo. On je full tako odmaknen, če gledaš. Koliko več vidiš enega Magica, koliko več vidiš vse te, recimo, ko so na televiziji Barkley, Shaq, veš, ki se v bistvu dajo ven, tudi social media, koliko več je, tudi nekih bivših igralcev, ne vem, tisti, ki mogoče malo več spremljamo, konec koncev in Pippen in ne vem, Grant Hill in veš, te bivši igralci se uporabljajo ta social media, čeprav social media nastala potem, ko niso bili več oni heroji, da temu tako rečemo. Ampak so out there, jih vidiš, Jordan pa v bistvu ga ne vidimo, veš, oni pa zelo za sebe se držijo, in zato ima toliko večjo težo. Pol 8. del, že. Enač, pa je pa BJ Armstrong tekma Clash, Charlotte Bulls, ki mi je všeč, ki reče tako, I had a moment, pač, ki jih res potamani, tisti mi je zelo všeč, pa pol se že spet kaže ta neka Jordanova game within a game, ki si je zmeraj mogel nekaj zmisliti,
da se je motiviral. Ne. Kar je dober tak miselni trik, ne, ker se mi zdi to, mislim, na eni točki reče, 82 tekem je le 82 tekem, ne, in se moraš sebe pretentati, da ti je mar vsakič znova, ne, to je dejstvo. Ne. Sploh pol, ker si tako dober, pa unal, Bradford Smith. Zadeva, ki je ena boljših cukrov v tem dokumentarcu zdaj. Pa kaj s temi laj meni, jaz to res naštekam tega. Kje je to? To me enkrat mora, to zih nekje piše. Če kdo ve, ne mi mail pošlje. Anze afna aparatus.si, zakaj je LeBron? Zakaj je LeBron? Ne razumem. V glavnem, okay. Ja, en model, ki da ful enih pik, pa pol kao reče Jordanu, hey, great game, Mike. In pol valjda na naslednji tekmi, da Jordan, ne vem, isto pik v prvem polčetu ali pa skorno. Pa pol itak se... 36, da v prvem. Ja, kar je noro, pač to itak nima veze, ampak pol se itak zve, da ni rekel v bistvu on model great game, Mike. Tako da si je pač mogel malo zlagati, da se je nahajpal, ne. Pa pol valjda Armstrong v naslednjo tekmo glih nima več svojega momenta, ali kako bi človek rekel. In pač Bullsi zmagajo. Pa gremo pa nazaj na ta mal na bejzbol proti koncu, kjer je že spet ta strajk, sicer v bejzbolu, in kao, da bi mogel on tudi igrati, ne, pa ni hotel stavke, pač iti kontra stavki, in pol začne neki, se glih z Armstrongom dobi, ne, in gre sta neki jest in pol tam mal trenira. Klej je spet to, kar sem prej rekel, no, ki se vidi, da pač to je neka ekipa, to vse je hype pa sproduciran. Ampak je tako, je na zajtrk, zdaj imam pa jaz trening, ne, grem zdrav mal, dvakrat vrgu. To je res dar. Pa tam, ko Falk razlaga, da je ne vem, kva vse je napisal, to pa je že spet en super line-ov, ko Steve reče, that was the famous facts. In si tako, vse je res, to je res dolg nazaj v resnici. Da sem pač fakse pošiljal in je poslal fax, I'm back. Ni po mailu šlo to van, ne. Michael Jordan je na eni točki faks poslal, kar se mi zdi fenomenalno. Zakaj? Ampak ja, ne. Pa tukaj se ful pozna to, no, ker pa je že spet ena stvar, ki mi je všeč, da je tako malo izpostavljena, ne, da koliko je v resnici tudi ene inercije lahko na basketu, če eno mini jedro ostane isto iz sezone v sezono. Ne. Da ti lahko v bistvu tako pol sezone oddelaš ali pa celo naslednjo, ne, Klej, ki so bili brez Jordana, ki so bili v bistvu čisto kaj, ne, pa v bistvu naslednji let je pa čisto razpade ta ekipna scena, ne, in so dosti bogi, a ne, brez njega. Tako, to je bilo tudi všečno, ker se mi zdi, da je to ekipni šport, no, in če večina ekipe ostane, imaš kar dobre šanse, da lahko naprej furaš, tudi če te najboljšega zgubiš, ne, nisi mogoče na izmu nivoju, ne, ampak mašina lahko dela naprej, no, to mislim, pa se pa pač izkaže, da jih tudi ene par zamenjajo, pa to in ratejo pa kar bedni, ne. Pa je pa una Father's Day tekma, ne, ko brez fotra, ne, ko prvič igra, pa to, pa 45-ka, še zmeram, ker je kar slaba številka, ne vem, kva se je dogaja. Se ji razloži, ampak kar... 23, jaz sem tako že rekel, čak 45, da veš, pač 23 krat 2 je 46, oziroma če imel prej 45, ko ne je rekel, da je že kot... najprej 45, ko furo, pa ne vem, kaj je bilo, da je pač... Ja, v bejzbolu se mi zdi, da noso 45, ker je igral bejzbol kot otrok. Ja, sem... Fora, ker tudi v bejzbolu je imel 45, ne, in ta je bila po mojem tudi malo navezana na očeta, ne, pač bejzbol, oče, ker oče je bil velik fan bejzbola vedno, povezave. Ne. No, pa da pa v MSG-u 55 pik, pač... Ja. Meni se je full Ewing začel smiliti, se je še komu Ewing začel smiliti. Ne sam Ewing, cela ta generacija, je v bistvu edini, ki je odnesel celo kožo, je bil Olajuwon, ti si 2 leti, ki je Jordan ni igral, da je postal prvak. Edini. Vsi ostali teh 90-ih so totalno zasenčeni, od Reggie Millera do Charles Barkleyja, do Patrick Ewinga, do Gary Paytona in Sean Kempa in greš sem down the lista. To so legende, mislim, to so res bili dobri igralci. Če Jordan ne bi obstajal, katerkoli od teh, ko sem jih omenil, bi bil verjetno vsaj enkrat pa večkrat prvak in bi bil neka svoja mini legenda. Ne? Ampak Jordan je v bistvu poharal za celotnim 90. Ja, v bistvu. Mislim, vsi
vsi. Ja. Veš, tudi David Robinson, kasneje potem postal prvak, ampak mislim, kjerkoli ti pade na pamet, skupaj z Ewingom, ki se nam je vsem zelo smilo. Ja. Tako je dobro rekel Ewing, ki je rekel, lej, tudi jaz sem imel tisto dobro tekmo, ne? Ampak to se dobe ne spomni. Ja. Tisto, ko je dal Jordan 55 pika. Ja, jaz sem dober igral, ampak meni tega ne ve v resnici. Ja, ti si tudi kar smešen. Po je pa v bistvu polfinale proti Magicom, kjer je Horace Grant, ne, pa mladi Shaq, pa Penny in dejansko zgubijo in pol zamenja cifro in pohara, ampak dejansko takrat Orlando zmaga, ne, in takrat je tako, po Grantu se mora tiskati tako, še danes se mu kar tako, mal se mu smeji, no, pa sem tako milo rekel, resnici se mi zdi zaradi te tekme. Ampak pa Jordan že spet, naslednji dan začnemo trenirati, bam, ne. Pol pa... Tule je lihta, jaz mogoče bo kdo videl kot neko upravičilo za Jordana, ne, da je v bistvu, pa bi nekaj trujen, pa niso zmagali, Orlando je bil boljši. Lahko da je bil Orlando boljši, mislim, konec koncev so bili boljši, ampak jaz pa totalno kupim to, da je bil v bistvu Jordan takrat fizično res utrujen. Pa ne to, recimo mogoče sprememba bejzbol na košarko, kot so omenili, ampak to ne. On je prišel tam, mislim, da je neko 60 ali 62 tekmo se je vrnil, se pravi, on je imel 20 tekem, je odigral. Poj pa sledil playoff, in to je nekako ponovadi ta številka okoli 30 tekme, ko ti začneš v bistvu čutiti to utrujenost. Se mi zdi, in Jordanu se je res videlo v tej seriji, da je bil vidno utrujen, da ni bil pripravljen na košarkarsko sezono. In zato je potem tudi bilo to, ne. Če hočem jaz za naslednje sezone biti pripravljen, jaz ne morem zdaj imeti poletje pa off, ne. Jaz moram trenirati, da se pripravim. No. To je bilo pa v bistvu to nekako gonilo za naprej. Ne. Mislim, tudi bizarno je, da ti v bistvu ne vem, koliko let pa pol ne igraš, pa 20 tekem odigraš, ne trening tekem, ne. Pa si pa v playoff vržen, pač ni šans. To bi lahko po fejku, to bi lahko Shaq mogoče po fejku, samo zato, ker je ogromen, pa ki bi ga šparal, recimo, ne. Ampak da pa ti beka daš, nimaš, mislim, to je, meni je to čisto jasno. No. Pol je pa Space Jam. Kjer dejansko vidimo Joe Pitka, ne. Tako, kot sem ga opisal. A sem ga prav opisal. Grozen, super. Točno to. Zgleda grozno. No. Potem je bila Marija, po vse te zadeve, pa me pa čisto Jordan Dome, ki mu postaja tisto telovadnico in ka folk hodi igrati v LA. No, ti se mi je zdel, to pa nisem vedel, ti se je roba čisto hodil. No. In poprovijaš tam one posnetke, kdo vse je hodil, pa Kamila reče, ni bilo kao sudi, ne, smo si sami sodili. Se rekel, to so le tekme, to je bilo res zihar. Noben se ni kregal, res, kar hudo. No. Pa tudi tako, veš, zelo hollywoodsko, da mu tam postavijo dobesedno dvorano, mislim, ne, mini tako, kauna v Horjulu, ki je za hokej, balon, točno to je. To pa priprave, pa ta v bistvu fight s Stevom Kerrom, no, tiste je bilo kar okej, da v bistvu pač ga ne gobac, ne. Zelo Nikola Mirotić, pa kaj je Porter, karkoli. Ampak pa tle je kao nek respekt dobi do Kera, ker se mu je zoperstavil in ne vem kva, ne. Pa tudi tle vidiš, da se Jordan upraviči, ne, tako da je tudi ta nek moment v resnici se zgodil, ne. Tako no, zabaven začetek priprav, če se tepejo ljudje, to je kar zabavno. Tudi to sem že videl, če si iskren, tako da me tudi ni toliko presenetilo. Ta je malo zanimiva, ne? Ta je malo zanimiva, če gledaš, zato ker Jordan skregala, skregala, pač malo sta si v lase skočila, tako da rečem. Yeah. Za Kerem, pa v bistvu Ker je tisti, ki je dal zdaj pa sezono, ko ne vem, kjer je sezono, točno to zdaj mislim, da sta se na začetku 96, se pravi, on je eno od teh sezon na koncu dal koš za zmago, za prvenstvo, ne? Tako da, a veš, in Jordan mu je podal, to bo sigurno pokazalo. Ne? Se pravi, koliko v bistvu je to zanimivo, veš, ne? Z enim se spičiš, veš, pravno nas fight, ne? In potem ravno ta dva, ki sta se v bistvu fizično obračunala na koncu, pa sta v bistvu skreirata zmago v finalu. To je basket, ne. Pa všeč mi je, ker tudi Kar reče, ne, da je on tudi competitive, pa da pač ga včasih to premaga, veš, da vidiš, da je ta nek DNK povsod v bistvu, ne. Pa je pa ta sezona 72-10, ne, ki so jo pol edin Warriorsi presegali, pa sam niso zmagali, ne, in kle pol sweepnejo Orlando, kar je kar smešen, zato ker imaš Shaka že, ki je še malo boljši, ne.
pa jih merno svipnejo, ti se kar noro. Pol pride pa ta finale z seveda Garyjem Paytonom in pa tistemu, kar je skoraj človek, Sean Kemp, več ali manj, kašna žval, stari, to je res bola. Res, pa že takrat smo vsi vedeli za Seana Kempa, ampak come on, kašna žval, res. Mislim, Najboljši je bil napis enega navijača, ki je bilo legalized Kemp. Ja. Res. Veš kaj fora, on je bil to, kar smo vsi mislili, da mu mogoče Amari Stademajer, že spet pa mu kolena niso zdržala. Pri Kempu je pa telo zdržal to. To se mi zdi najbolj impresivna stvar. Kempa so droge uničile, v resnici pol. Ampak tako, kar se pa basketa tiče, goddamn, kakšen človek, res, kaj pa ta delo, ne. Po svoje underrated, ne, ki se mi zdi, da se ga ne omenja dosti. Ja. Zato, ker, veš, ampak to se mi zdi, da vsi te, ki so v bistvu kao sam kucali, pa ta rollerji, ne, veš, pa to, ne. Se mi zdi, da se tako jemlje, to itak vsi znajo, v bistvu, ne, ampak to so te DeAndre Jordan, pa Kemp, recimo, ne, pa DeAndre Jordan tudi bližini na izmo nivoju, kot Kemp, v resnici, ne. On je bil pa res, pač žval se temu reče strokovno, no? Pač tako res norc. Njega smo radi gledali, dajmo tako reči. Ja, ampak fora temu, on je bil dejansko, vedel je, kva zna, to je delo, a ne, pa ni moril igre s tem. On se mi zdi, ni bil... Hočeš en fun fact slišati? No, boj. Jaz, ko sem šel v Ameriko, mislim, da prvič, ko sem šel v Ameriko, leta 98-99 na Nike Hoop Summit, to je ena taka tekma mladih igralcev iz tega sveta, so nas pelali na tekmo v Orlando, kjer je bila tekma Orlando Cleveland Cavaliers. In takrat je Sean Kemp igral za Cavaliers. Se pravi, moja prva tekma, ki sem jo live gledal, sem gledal Sean Kemp. Lepa, no ok, lepa, točno to. Pa takrat, ko so bile vse mišice pa kolena še ok, a veš, to je... Ne, takrat je že malo tako bilo. Ni bil to Seattle Supersonics Camp. Ja. Takrat je bil že legaliziran. Ja. Ja, no. Tele glih berem na Wikiju, da je prišel on pol po temu lockoutu na trening, da ne bi imel pač camp, ne bi imel 140 kilc, čeprav je pol njihov GM od Clevelanda, da je rekel, ne, je bilo tam 160. Ja, se stari, on se je pol tako razpustil, da je bilo, ampak kje sta pa Harala, pa Gary je res, Gary je kar Gary, no, ne vem kako, tak s tem attitudom. Pa ful mi je dober, ker je pa 3 tekme, nisem kriv Jordana, pa me je pa končno dal na Jordana in tarara in pa v bistvu pač dejansko... No, to je... Ja, ne, pač tudi še predtem je treba povedati ta incident, da rečemo temu na večerji, ker je George Karl ignorira Jordana. Ja. George Karl se je medtem že javil, pa je rekel, da je v bistvu bil, zanimivo se mi je zdelo, da to je bilo v bistvu dogovor celotne ekipe, da z Jordanom ne komunicirajo kjerkoli, kakorkoli ga vidijo, da mu ne bi dali nekaj, s čimer bi jih on pol nazaj, da ne bi to uporabil za motivacijo. Super. In on je v bistvu to naredil, ker šel mimo njega, pa ga je zignoriral. Izjemna taktika. Se pravi, jaz doben z njim govorim, da ga ne razjezimo. On se je pa razjezil zato, ker doben z njim ni govoril. Ja, temu se reče reverse psychology. To je kar smešno. To je kar smešno. Ja. Okay, pa iz tega ven pa nastane to, ko si ti rekel, že, ko Gary Payton v bistvu govori, kako je on potem Jordana uspel limitirati in ga motiti in z njo obrambo in Jordan gleda tisti iPad, ta posnetek, a ne, ko Gary Payton to razlaga in iz tega ven je že nastalo 100 teh memetov, ki smo umirali od smeha, veš, in si misli, ja, itak ne. In to je potem ta fora, ne. Jaz zdaj totalno nisem štekal tega, ne, in sem mogoče videti, kako ste jih čakal namerno, da vidim, kako sta vi to doživela. Jaz sem to doživel, kot da je Jordan mogoče namerno zgubil te tekme, da je lahko igral 6. tekmo na Father's Day, ker je bil toliko prepričan, da bo zmagal. Pa jaz... A veš, kako hočem povedati? Štekam, ja. Miš, da ne? Ne, jaz sam mislim, da dejansko a veš, tudi on je človek, pa psiha naredi svoje, se mi zdi. No. Jaz sem bolj to tako dojel, ki tam reče, I had other things on my mind. Other things on my mind. Ne. Ja, jaz mislim, da je to, ne. A veš, mogoče hoče to reči, ne, da je, mislim, ne vem. Ja, okay. Niso bili čisti glede tega, ne. Lahko si to interpretiraš na tak način. Jaz, čeprav smo igraš finale, pa res to so tako dobre ekipe in to so tako dobri posamezniki, da jaz vem, da nočeš dati dobenemu možnosti, da lahko diha, kaj še da preživi kako tekmo. Ja. Tukaj so pomembne vse te, ne? Ampak govorimo o Jordanu, ne? A je možno, da je on
namerno, ne pusto, ampak da je toliko skontroliral tekmo, da so zgubili, da je v bistvu rekel, jaz hočem pa 6. tekmo igrati doma po Rebulsih, ker to je v bistvu Father's Day in da zmagam, da sem se vrnil na košarkarsko igrišče in da zmagam to prvo spet prvenstvo, polno sezono, da dvignem pokal v bistvu na dan, ko je v bistvu Father's Day, ker vemo, koliko sta bila na to začetku. Ne vem, se pravi, malo pustijo to odprto, za interpretacijo, veš, in mene ne bi presenetilo, če bi to bilo to. No. Res ne. Ja, fair point, ampak v resnici pa, da so v finalu se to id, come on. Vem. Če kdo, Jordan. Ja, ok, to je res, ja. To je res, ok. To je res, zelo odprt je. Moram pa reči, da zdaj se prav veselim teh zadnjih 2 delov, no. Pa te 4 so bili dosti boljši, saj meni, no, tako bolj zanimive stvari v bistvu kot prvih 4, ne vem, saj meni. Meni so, jaz težko rečem, kjer epizoda mi je bila zdaj najboljša, no, jaz sem v vseh 8 isto užival, no. Zdaj, so bile te 4 boljše kot prve 4, mogoče, ampak Ni, res vrhunsko. No. Ja, Orange Story so meni tako, v redu je. Okay, veš, Space Jam. Pa Clay Space Jam, to je dejstvo. Pa ne, pa ta Skukočan je bila res tako, no, kar ok. No. Tako da naslednjič pač to zadnje 2 dela, to je dejstvo, no, ker mislim, da... Veš, kaj bomo čez naslednje 2 dela še rekli, ker danes smo itak že dolgi, o muski moramo nekaj reči. Ja. Z veseljem. Je res huda, res taka dobra selekcija tega hip-hopa, ki odraža dejansko vsa ta obdobja, skozi kjer je Jordan igral, ampak naslednjič, ko bomo itak imeli samo 2 dela za predelati, pa takrat rečem. Ja, lahko, ja. Cool. Te playliste sem tudi že jaz videl, da obstaja. Tako da Pižanc, en info za konec, ne? Ja, seveda, z največjim veseljem, dragi prijatelj. Dragi prijatelji in prijateljice mreže Aparatus in podcasta Podrobnosti, povabljeni, da se nam pridružite na naši Facebook izpostavi, kjer smo Aparatus Legitimna FB skupina, na Twitterjih smo AFNA Podrobnosti _si, služna strokovnjaka že nekaj časa nihče več ne omenja, ker tudi mi ne vemo, kaj je z njim, najavi se nam in pa seveda tale podcast je sam za vas, tako da podpri.si in najlepša hvala. Odlično, pa dajte nas potegati na Instagramu, da lahko pošeramo, če poslušate. To je vedno dobrodošlo. Ker z Anžetom ima resen otegnitveni sindrom, odkar ni več glav. Res je, tako je. Noben me več ne v glavno. Lahko sam tukaj to povemo, ker pač zdaj glave so šle za nekaj časa, nedoločen čas na počitnice. Tisti, ki niste poslušali Tomo gleda Potterja seriala, na koncu je Anže šel staviti, da bojo manj kot 3 ljudje objavili to, da so spremljali ta serial na Instagramu, ne v storih, ampak prav v objavi, dejanski objavi, ki kljubuje zobu časa in zdrži tam za vse zanamce. Rekel, če bojo več kot 3, da me pelje na kosilo v 5 do 6 kg in ljudi bilo 6 do 7 vsaj. Tako da, Anže, veselim se, sem že začel stradati, tako da, ko se nama čez 3-4 tedne uspe končno dobiti nekje v Ljubljani, bom z veseljem pojedel pico ali 2. Zmenen, dobiš. Drugač pa Boki Nahbar na Instagramu, Pižanc je stric Bedanc, jaz sem pa Anzeta, tako da hvala za tege. Tako da Pižanc, ti rečeš adijo? Adijo. Jaz rečem adijo, Boki pa reče tisto, kar mora reči. Srečno, pa ne za večno. Pauza. Tako kot All Star 2000, zdaj smo pogruntali, kako imeti temu čevlju. Ja.